Ker skupaj pijemo kavo, smo se zmenili, da bomo kar na ti. Vse vas pa bomo prav tako povabili, da sodelujete v debati, nam zastavite kakšno vprašanje, lahko tudi primer, bomo pa tudi mi kakšno vprašanje zastavili vam. Temo dobavnih verig naslavljamo na pobudo AmCham Komisije za trajnostno rast, ki trajnost naslavlja širše od zelenega financiranja do krožnega gospodarstva in dobavne verige tudi postavlja visoko na agendo v tem letu. Če se ozremo malo širše, motnje v dobavnih verigah so realnost, kot smo povedali, in pa močno zavirajo okrevanje svetovnega gospodarstva. Na zamude ni imuna praktično nobena panoga. Izziv so tudi na vse zadnje pomanjkanje delovne sile in vse skupaj sproža en tak domino efekt. In če smo mogoče v času začetka pandemije COVID-19 mislili, da bo to kratkotrajni pojav, se kaže, da bo to trend še naslednjih nekaj let. Tudi McKinsey v eni zadnjih raziskav poudarja, da so prekinitve v dobavnih verigah eno največjih tveganj za gospodarsko rast in pa rast podjetij. In pa še mogoče dva elementa. Za dobavne verige oziroma dobavni časi so najdaljši v zadnjih 23 letih. Dobavne verige nasploh pa zavzemajo kar 2/3 svetovne trgovine, tako da to je pomembna tema. In najprej, kot sem rekla, vključevali želimo, da je tole en tak dialog, ker tudi AmCham kulturo dialoga postavlja zelo visoko na našo agendo. Zato bomo veseli vaših vprašanj, komentarjev. Že najprej pa bomo začeli z anketo, ker me zanima, če so izzivi res povsod enaki. Zato vas v anketi sprašujemo, a imate tudi v vašem podjetju izzive s prekinitvami in zamudami, in pa potem lahko še kakšen komentar na to podate. Beno in Gašper, jaz vaju bom najprej prosila kar za en tak praktičen pogled, da vidimo, kje so težave. Beno, pa bi najprej tebe prosila, kakšne težave imate v Nilu, kakšen domino efekt sproža pomanjkanje mikročipov. Tako, en tak pogled. Ja, hvala Tonja, hvala za predstavitev in seveda hvala za povabilo. In dobro jutro vsem vam, lepo pozdravljeni tudi v imenu podjetja Nil, katerega zastopam. Ja, na začetku bi rad poudaril dve perspektivi. Ena je seveda, da problem se različno dotika različne industrije. Jaz prihajam iz IT industrije in bom predvsem ponazoril ta vidik. Druga perspektiva pa so polprevodniki in polprevodniška tehnologija, ki je ključna pri sodobni elektroniki in nasploh seveda računalništvu, zato je neposredno povezana z našo tehnologijo in našo ponudbo. In ko se je pač epidemija začela, vsaj po mojem razmišljanju, takrat smo prišli do tega problema ravnovesja, ki se je porušilo pri oskrbovalnih in dobavnih verigah. Nekatere industrije so prekinile proizvodnjo, recimo avtomobilska, in seveda proizvajalci polprevodniških komponent so se pač preusmerili drugam, tem, ker so bile potrebe. Večinoma so bile te potrebe povezane z digitalnim svetom, kjer seveda IT zelo vključen. Tako da potem kasneje prišlo v kontekstu porasta digitalizacije in tega pozitivnega vzvoda, ki ga je COVID prenesel, še do dodatnih potreb in danes smo v kakšnem začaranem krogu, kjer iz tega pravzaprav ne vidimo hitrega izhoda. Tako da problem je tu, problem bo ostal še leto ali dve, najmanj, moramo se ga zavedati. In ideja tudi današnje kave je, da se čim bolj povezujemo in probamo adresirati zadevo skupaj. Zdaj, kako se to pozna v IT industriji, to, kar je bilo vprašanje, predvsem dobavni roki. Mi smo bili navajeni pri naših projektih, da dobimo ustrezno strojno opremo v rokih nekaj tednov. Danes so optimistični roki nekaj mesecev, neredko pol leta.
imamo tudi primere, ki jih niti ne bi omenjal, kjer nam proizvajalci dajo določene roke označene kot enoletne. Tako da vse to nam izjemno otežuje delo, pa ne samo nam. V celotni zgodbi smo seveda od proizvajalcev, distributerjev, nas ponudnikov in seveda na koncu tiste, ki jih najbolj boli, so pač naši kupci, naše stranke, ki seveda svojih projektov ne morejo udejanjati in ne morejo normalno pridobivati čim prej koristi od njih. Tako da to je nekako za uvod. Mislim, da ima cela IT industrija enak problem, nekateri se znajdejo mogoče parcialno malo boljš kot drugi, ampak generalno je pa to skupen problem in ideja je, da ga tudi skupaj naslavljamo. Ok, Beno, začaran krog, skupen problem in pa podaljšani dobavni roki iz nekaj dni, tednov na lahko celo eno leto. Gašper, kakšna je pa situacija v Iskraemeku? Hvala lepa za besedo. Skratka, še lep pozdrav z moje strani. Skratka, tako kot vse ostale, kot je bilo že omenjeno, se tudi mi soočamo z določenimi izzivi na področju mikrokontrolerjev, na področju kapacitorjev, se pravi kondenzatorjev in ostalih komponent. Predvsem, ker vidimo porast lead timeov je predvsem na kondenzatorjih iz nekih 6 mesecev so narasli dotični tudi na 2 leti, ali pa mikrokontrolerjev pred kriznim časom, da se tako izrazim, iz 4 do 6 mesecev nekje na 1 leto, 1 in več let. Seveda to se odraža, kako smo se mi s tem soočali, da smo dejansko določene izzive, hvala Bogu, že iz trga prepoznali, smo redefinirali določene varnostne zaloge, a kljub vsemu nismo mogli biti ne malenkost prizadeti. Seveda, vplivali je na naše proizvodne procese, če smo imeli neke proizvodne plane fiksirane 1 mesec, 2 tedna do 1 meseca, zdaj je to ratalo nekoliko bolj fleksibilno in na drugi strani seveda tukaj vsi ostali se soočamo še z trenutnim stanjem proste delovne sile, kar pomeni, je še vedno kar lep izziv, tako rekel. Gašper, omenil si že, da ste se delno lahko na to že pripravili. Pa če greva lahko kar bolj konkretno, kako ste bili pripravljeni na to in kako kratkoročno rešujete te izzive? Se pravi, znotraj našega oddelka, smo mi v bistvu mitigirali določene rizike, ali so to geopolitični ali pa materialni. Mi smo v bistvu lokalizirali oziroma detektirali, kje naši proizvajalci imajo fizično proizvodne obrate, zadevo analizirali. Ko smo iskali dual source strategijo, se pravi, na določenih komponentah imamo več kot 2, 3, 4 alternativne komponente, smo dejansko tudi upoštevali ta vidik, geopolitični, se pravi, da smo dobavitelje kljub temu ne vedno samo po ceni gledali, ampak dejansko tudi po lokaciji proizvodnje. Tako da delno smo bili seveda pripravljeni, se je izkazalo, da strategija, ki je bila ubrana že pred leti, se je izkazala za dobro. Seveda se pa vsi srečujemo z določenimi produkti, ki postanejo end of life. In kar smo videli v tem obdobju je, da ta end of life se je še pospešil. Če je nekje obdobje 10 do 12 let, se je na katerim komponentam lahko zaključilo obdobje tudi po 8 letih. Na kratek rok vprašanje, kako smo soočali se, dejansko prednost, ki smo jo še pri tem imeli, je, da smo imeli mi dejansko konstantno direktne stike z vsemi proizvajalci, glavnimi proizvajalci. Tako da v bistvu imamo redne sestanke s proizvajalci, da vidimo dejansko, kaj se dogaja, v katero smer moramo iti, kaj nam priporočajo. Dejansko smo uporabili tudi naše proizvajalce kot nekoliko podaljšano roko, da so nam na marsikateri problem hitro ali pa hitro rešili oziroma se hitro odzvali nanj. Seveda na vse pa ne moremo, nismo bili imuni. Čisto rekel, avtoindustrija ima glavni porabniki avtoindustrija, predvsem električna vozila, telekomunikacija, ki so enormni porabniki
kondenzatorjev, mikrokontrolerjev. Če samo povzamem, včasih je imel konvencionalni avto v vgrajenih nekje 1000 komponent, danes se giblje med 3 do 4 tisoč. Torej, poraba po teh komponentah bo z leti samo še naraščala. Napoveduje se tudi do 3-kratnik. Ja, poraba bo naraščala, ker tudi potrošnja narašča. Beno, a vi v Nilu sploh lahko recimo na tak način rešujete te kratkoročne izzive, recimo z dual sourcingom ali pa tako imeti več virov? Ja, če se malo pošalim, kratkoročni načini pri dolgoročnih dobavnih rokih je zelo težko sploh povezovati. Ampak ja, v IT industriji pač je tako, da nismo odvisni toliko od mikroproduktov, pač pa od končnih produktov in ti produkti seveda, vsaj v našem primeru, primarno prihajajo iz ZDA. In naši proizvajalci imajo sorazmerno take težave, kako zaradi vseh teh pomanjkanj in porušene dobavne verige v bistvu te produkte v ustreznem času proizvajati. Tako da tisto, kar nam ostane, je podobno kot pri primeru SKM-a, da imamo zelo dobre partnerske odnose z vsemi deležniki, torej od proizvajalcev do distributerjev in seveda na drugi strani tudi z našimi kupci. In z njimi hočemo čim bolj odprti dialog v kontekstu trenutnih zmožnosti na trgu, tudi v kontekstu tega, da se kakšne zadeve tudi rezervirajo, recimo pri proizvajalcih, nasploh pa pri planiranju in pri ustreznem vplivu, da se vsi projekti izvajajo čim prej. Namreč danes dejansko ni čas, da se čaka predolgo in preveč analizira, v bistvu moramo projekte začeti čim prej, da pridemo do teh komponent in da si jih ustrezno rezerviramo. Tako da odgovor v kratkoročnem smislu je ravno to, čim večja komunikacija in čim večjo partnerstvo z vsemi deležniki. Ja, Beno, hvala. Se pravi, malo bomo morali spremeniti planirati stvari prej, delati tudi na odnosih z dobavitelji, s proizvajalci. Vmes še mogoče dobili smo rezultate ankete in sicer mogoče je tudi kakšna panoga, ki je imuna na krizo v dobavnih verigah, zato ker bi so več kot skoraj polovica tistih, ki ste z nami, recimo nimate teh izzivov, kot jih ima marsikatero podjetje. Beno, omenil si odnose, partnerske odnose, zdaj razmere vplivajo tudi močno na izpolnjevanje pogodb. Povej nam, kako je s tem, kako izpolnjujete pogodbe, dobavne roke do naročnikov. Ja, zdaj mogoče eno zadevo, ki jo še nismo čisto konkretno naslovili, je, da večina proizvajalcev že sama izjemno težko oceni, v kakšnem času bodo lahko dostavili opremo. Tako da se tudi ti časi med tem časom spreminjajo, in se lahko v večini primerov se pač podaljšujejo. Tako da implikacije na naše pogodbene obveznosti so pač take, da mi enostavno kot ponudniki teh storitev smo v bistvu na večjem riziku, ali bomo uspeli v ustreznem časovnem okviru projekte zaključiti. Ravno zaradi takih sprememb. In ravno tu je pomembno ta komunikacija z partnerji, z strankami, ker načeloma skupno razumevanje celotnega problema prinese tudi do iskanja rešitev in do ustrezne agilnosti, ki je v tem primeru nujna. Drugače bi izjemno težko naslavljati ta problem. Agilnost, torej. Vmes smo dobili že eno vprašanje, pa ga bom Gašperju zastavila, pa lahko oba dva malo komentirata. Koliko po vajinem mnenju lahko olajša dobavo industrija, ki dela na reciklaži kakšnih surovin, na primer reciklaža redkih kovin? Ja, kar se tiče tega dela, lahko vpliva, vendar po naših izkušnjah so tudi tu omejene kapacitete. Mi že uporabljamo v naši proizvodnji, v naših produktih reciklate, ali to govorimo za kovinske kose, se pravi šante, bakrene izdelke oziroma plastične, ampak
pritisk oziroma na vpliv na podaljševanje dobavnih rokov se tudi tukaj pozna. Tako da ja, pozdravljamo in se zavedamo, da reciklati lahko pomembno vplivajo, se pravi, z vidika kapacitet, kot dodatnih kapacitet. Vendar je trenutna proizvodnja, vsaj po naših izkušnjah, še kar omejena in nikakor si ne moremo privoščiti, bom rekel, v naših industriji, da bi šli lahko 100% na nek reciklat v smislu neke družine izdelkov, da bi vse prenesli na reciklat. Ker kapacitativno še niso primerljivi, saj s temi proizvajalci in s temi stiki, ki jih imamo mi in ki jih uporabljamo. Drugače pa pozdravljam, seveda. Ok, reciklati ja, ampak tudi tukaj so določene omejitve. Gašper, pa ostanem še tukaj pri tebi, koliko pomembno oziroma koliko bodo pa dobavne verige lahko bolj odporne, če se dela na lokalizaciji proizvodnje. Vidimo, da Evropa že veča svoje proizvodne kapacitete, tudi mikročipov, in trend gre nekako v to smer, ampak to rešuje problem? Kratkoročno ne. Dolgoročno da. Za proizvodnjo nekih mikrokontrolerjev, če smo eksaktni, rabijo proizvajalci, da izgradijo neko proizvodnjo iz nič, cirka 3 leta. Se pravi, mi smo tukaj kot Evropa nekoliko zaspali. Leta 2020, mislim, da je bil september 2020, so je Evropa sprejela dolgoročno strategijo, v kateri je namenila, mislim, da je bilo takrat rečeno, $150 milijard v raziskave, v odkrivanje novih rudnikov, v odpiranje novih, bom rekel, lokacij surovin, ker smo postali z redkimi surovinami nekje 98%, kot Evropa govorim zdaj, odvisni od kitajskega trga. Torej, smo v primežu Kitajske, zavedamo se, da najprej Kitajci po nekaterih informacijah uporabljajo surovine za lastne potrebe, lastni trg, šele potem je izvoz, ker je do takega navala prišlo. Ampak, kot sem rekel, kratkoročno ne vidim nekega izboljšanja, neko dolgoročno, ki je 2 do 3 leta pa že. Recimo, samo da še podkrepim, kar sem rekel, v oktobru lanskega leta je Infineon odprl proizvodnjo v Villachu za proizvodnjo mikročipov. Texas Instruments odpira novo proizvodnjo v drugem kvartalu v Teksasu, v naslednjem letu dodatno v Utahu. Samsung namenja nekih $90 milijard v dodatne kapacitete. Tako da, overall se dogaja, ampak smo pa zaspali, no? Ne mi, bom rekel, ampak sama industrija ni mogla požreti takega nenadnega povečanja potreb po tovrstnih komponentah. Ja, Gašper, hvala za te poudarke, se pravi kratkoročno, ne dolgoročno oziroma v nekaj letih, ja, in pa ja, ta poudarek, kako odvisni smo od Kitajske, od Azije, drugih trgov in vse povezani. Podobno vprašanje postavljamo tudi vsem vam, se pravi, kateri bodo ključni faktorji oziroma kako vidite vi kot ključne faktorje, ki bodo dobavne verige naredili bolj odporne. A je to lokalizacija, je to zanašanje na lastno mrežo, dual sourcing, o čemer je Gašper tudi govoril, je to povezovanje podjetij, je to večja vloga Evropske unije, če govorimo na primeru Evrope. Malo nas zanimajo vaši pogledi. Beno, in vezano na to eno vprašanje, ki je tudi odgovor v tej anketi postavljam tebi, a misliš, da je tukaj večja količina zalog ali pa skupni nastop podjetij napram dobaviteljem lahko odgovor? Ja, torej v uvodu sem začel, da smo si zelo različni. Bolj je pač podjetje odvisno od osnovnih produktov, bolj je povezava z dobavitelji pomembna.
Po našem primeru sem že večkrat omenil, da ker ne moramo toliko vplivati na samo proizvodnjo, lahko vplivamo na različne distribucijske kanale, vendar če ti distribucijski kanali nimajo produktov, seveda tudi njim, tudi oni ne morejo to zagotavljati. Tako da tista spodbuda, ki jo mi želimo dati, je v bistvu bolj sodelovanje pač te poslovne skupnosti, da problem, ki bo očitno ostal in ga ne bomo čez noč rešili, naslavljamo vsi skupaj enako in ga vsi skupaj enako tretiramo in smo tudi vsi skupaj nekako se zavedamo, da je to od vseh težava, ne samo od proizvajalca, samo ponudnika ali samo stranke. Tako da smo tudi dali en predlog, ki ga želimo uskladiti tudi z našimi partnerji, mogoče konkurenti tukaj v tem prostoru, da bi te zadeve še lažje naslavljali. Namreč zelo pomembno pri naslavljanju dolgih dobavnih rokov je, da imajo naše stranke možnost ustrezno se prilagajati temu, torej, da nimajo prekratkih rokov in da nimajo nekakšnih internih regulativ, ki so večinoma znane v javnem sektorju, kjer recimo nekateri so celo vezani na proračunska sredstva in morajo v ustreznih časih zaključevati projekte. Torej, če na to lahko vplivamo s kakšnimi zakoni, uredbami oziroma novelami zakonov, bi to močno pomagalo. Mi smo dali v obravnavo en predlog, ki se tiče predvsem delnih sprememb zakona o javnih naročilih, ki bi omogočal strankam, da to agilnost pridobijo in se lahko glede na realne dobavne roke in realnost današnjega časa ustrezno prilagajajo pri svojih projektih. Ok, Beno, hvala. No, ta pobuda gre tudi, mi želimo, da je slišana v tem krogu in pa tudi v MČM, se pravi, kako lahko tudi recimo z nekimi, z regulativo bomo morali biti bolj agilni, da bomo lahko naslavljali te izzive. Zdaj, videli smo, naše občinstvo dejansko postavlja povezovanje podjetij v dogovorih z dobavitelji, ravno to, kar je bilo vezano to zadnje vprašanje, zelo visoko. In druga, lokalizacija proizvodnje. Gašper, pa bi tudi tebe prosila za komentar, kako ti vidiš, se pravi, nek skupen nastop napram dobaviteljem. A je to ena od rešitev? To je definitivno ena od rešitev, ker Slovenija kot taka, pa mi, smo velik odjemalec elektronskih komponent, še vedno pa v multinacionalkah, kot so Renesas, NXP, STM, Qualcomm, Intel, ne predstavljamo hudo velik delež. Tako da, če se tukaj povezujemo kot podjetja, definitivno pridobimo na moči, na dobaviteljski moči z vidika komercialnih pogojev, dobavnih pogojev. In kot sem videl tamle, če lahko daste nazaj tole anketo, veliko je v partnerskih odnosih. Tukaj pa bom tako čisto rekel, to je pa, vidim, da je tudi prednjači, kot odgovor je pa res partnerstvo z dobavitelji, smo tudi mi po naših izkušnjah videli, da prednost pri vsem tem je bil, da smo imeli dejansko, kot sem že omenil, direktne odnose z proizvajalci. In to so dolgoročni odnosi, na katere mi stavimo in so nas tudi kljub temu, da globalno ne predstavljamo pa iz vidika prometa, iz revenueja, glede na njihov revenue, ne predstavljamo nekega ključnega playerja, ampak prav to partnerstvo, delanje na partnerstvu, skupno razvijanje, standardiziranje določenih komponent z njimi, ti odpira nekako vrata pri lajšanju in krajšanju dobavnih rokov in možnost potem, da polovimo tiste roke, ki jih potrebujemo na strani naših kupcev. Ja, hvala. Torej, odnosi napram dobaviteljem in partnerski odnosi s proizvajalci. Gašper, pa omenil si tukaj tudi standardizacijo, ki je bila tudi ena, pa je mogoče še prej nismo toliko poudarili med temi rešitvami, ampak pri vas mogoče, če nam lahko orišeš, gre za kar sestavljate števce in tako naprej z ogromnega števila enih komponent. Kaj tukaj rešuje ta standardizacija? Se pravi, standardizacijo seveda mi pridobimo na
ekonomije obsega. Se pravi, dejansko naloga, tudi ena izmed nalog nabave, pa kakorkoli jo danes poimenujemo, naj si bo to navadna nabava ali strateška nabava, je, da je v konstantnem odnosu z razvojniki, z razvojem, da skupaj, ko se, bom rekel, razvija nek produkt, da skupaj, se pravi, mi iz nabavnega vidika predlagamo komponente, standardne komponente, ki imajo, bom rekel, še dolgo življenjsko dobo, ki imajo veliko ekonomijo obsega in hkrati določimo in pomagamo. Mi to, ki moramo delati res z roko v roki in predlagati, katere komponente so recimo vezane na industrijo, ki jo nam, bom rekel, na drugi strani povzroča težave pri dobavah, naj si bo to avtoindustrija, recimo, da dejansko predlagamo komponente, ki so v dosti velike ekonomije obsega, ki niso vezane na ključne industrijske panoge, ki nam povzročajo zastoje, da se slednje vgrajuje z, seveda, potem določeni certifikati in potrebnimi, bom rekel tako, potrebni certifikati, da si tudi proces certificiranja pospešimo in olajšamo in tudi ne nazadnje hitreje razvijamo nek izdelek. Okay. Gašper, hvala. Beno, vemo, da gredo te prekinitve v dobavnih verigah tudi z roko v roki z inflacijo, eno na drugo zelo vplivata, spodbujata in tudi cene se višajo. Pa me zanima, no, kako občutite kot podjetje in kako tudi mi kot potrošniki na koncu občutimo ta dvig cen od surovin pa pol do storitev izdelkov. Ja, zaradi dolgih časov prihaja do tega, da seveda cenovni vidik, s katerim smo v bistvu prodali ali pa v bistvu začeli projekt, ni enako kot je na koncu, po 9 mesecih. Tako da se cenovni vidik je zelo problematičen. Vsi proizvajalci v naši industriji povečujejo cene in to konkretno. Ravno zaradi pač teh razlogov, ki seveda so tudi nekatere druge implikacije, ki prinesejo do istih rezultatov, recimo transportna zgodba, kjer se je ob pojavu vseh teh težav seveda tudi so se transportne verige porušile, tako da transport je zdaj bistveno dražji in predstavlja en konkreten vzvod povišanja cen proizvodov s strani proizvajalcev. To je nekako naš največji problem, kar se tega tiče. Seveda je potem tukaj še inflacija in nasplošno vse skupaj povezanost v zvezi s tem. Namreč pojavljajo se tudi razni brokerji, ki želijo zdaj še tukaj še malo zaslužiti. Cene se povečujejo, zato ker je pač povpraševanje bistveno večje kot ponudba in seveda to je en tak začaran krog, ki samo privede do tega, da se cene višajo. Beno, hvala in hvala, da si, če ne bi te pa jaz vprašala glede transporta, ker je v bistvu tam tudi velikokrat ne samo zaradi pomanjkanja surovin, lahko tudi zaradi težav v transportu pride do pomanjkanja in prekinitev dobavnih verig, ker ni ljudi in vse en tak domino efekt povzroča. Vmes smo dobili še eno vprašanje in sicer je težko predvideti, nas tukaj nekdo že vnaprej opozarja, ampak koliko časa bo na področju surovin in delov, ki jih omenjata, prevladala Kitajska, po vajinem mnenju? Gašper. Težko vprašanje. Upam, da se tole razmere čim prej spremeni, ampak to je v bistvu odvisno predvsem od evropske strategije. Enostavno rekel, če vemo, kako hitro bomo lahko odprli nove nahajališča, nove rude, predvsem so problem rare earth elementi, kar nam bo predstavljalo, ne upam se špekulirati, ampak še vsaj nekaj let ne vidim nekega izboljšanja, kar se tiče deleža samooskrbnosti po redkih surovinah, tako da tukaj vsaj 2-3 leta še ne vidim nekega bistvenega izboljšanja.
Vse je odvisno zdaj, kako bomo znotraj Evropske unije se lotili tega. Strategija je dobro zapisana, bom rekel dobro, res sprejemljivo zapisana, samo kako hitro se bo začelo to izvajati in sourcati. Pri tem moram poudariti, da Kitajska ni prisotna samo na Kitajskem, je v bistvu kar večji del Afrike, afriških rud, tudi že pod okriljem Kitajske. S tem, to se, bom rekel, vsi se tega zavedamo. Tako da dejansko je vse odvisno od naše Evropske unije, kako bomo se tega lotili in kdaj se bomo predvsem tega lotili. Bi se mogli pa že 10 let nazaj. Ja, Evropska unija tukaj ima eno priložnost, ne, in koliko zdaj bo znala obrniti to tudi v svoj prid in izkoristiti, je na njej. Beno, imaš tudi tukaj kakšen komentar? Se pravi, koliko časa bomo odvisni še od Kitajske? Mislim, da je bilo že rečeno, da jasno tudi druge države, predvsem seveda te veliki proizvajalci v ZDA, v bistvu zdaj delajo na tem, da imajo lastne kapacitete, ne. Seveda ti lahko imaš lastno tehnologijo pa proizvodno, ampak še vedno si od določenih surovin odvisen od drugih delov v svetu. Jaz mislim, da podobno kot je bila tukaj inercija, ko je ta problem se čedalje bolj povečeval, in smo zdaj mogoče, saj upam, na najvišji točki, da bo isto tudi vse te mere, ki jih zdaj te velike države, veliki proizvajalci začenjajo, se bodo tudi reflektirale čez nekaj let kot ena inercija. Ni pa to rešitev iz danes na jutri, tako da to so bolj dolgoročne zadeve in jaz verjamem, da smo, kot svet smo se nekaj naučili, in posebej pa proizvajalci, ki zdaj res trpijo, ker to je njihov glavni posel. Mi imamo recimo še storitve in lahko delujemo na drugih področjih, oni imajo pa pač samo to in upravljanje tveganj z njihovega stališča, mislim, da bo na bistveno večjem nivoju, kar se tiče zagotavljanja surovin. Ja, res je, upravljanje tveganj. Odprla sta pa še eno širšo temo, in sicer Gašper je omenil vire. Viri niso neskončni, kovin in redkih kovin ni neskončno. A nas bo ta trenutna kriza, je to en sprožilec, ki bo naredil eno večjo disrupcijo. Se pravi, a bomo šli mogoče v to, da bomo potrošili manj, da bomo storitve selili v oblake, da bomo vire ponovno uporabili, da bomo pač odpadke ponovno uporabili, naredili več na tem krožnem gospodarstvu. A je to tak znanilec sprememb ali ne? Gašper? Ja, če kdaj, potem je zdaj čas, in tudi srčno upam, da je bila to ena dobra šola za nas, da dejansko se moramo fokusirati v recikliranje, v obnovljive vire in posegati dejansko tudi po tem področju. Koliko smo daleč oziroma koliko blizu smo temu na področju določenih surovin, pa bom samo primer avtoindustrije vzel, še danes dejansko nimamo zapisane jasne strategije, kaj narediti z odpadno baterijo v avtomobilu, v električnem avtomobilu. In da se bom navezal na moj prejšnji odgovor, kdaj bi se lahko stanje izboljšanje. Še enkrat, vse je v bistvu v rokah, bom rekel, Evropske unije, kako bomo dejansko to pospešili, kako se bomo tudi sami kot potrošniki zavzeli za to. Pa kako bomo dejansko začeli spoštovati sami pri sebi doma. V bistvu je ta kriza povzročila to, da če kdaj, potem je zdaj zadnji čas, da se nekoliko resetiramo in da pogledamo, kaj lahko obnovimo, kaj lahko predelamo, kaj lahko ponovno uporabimo, česa ne rabimo. Tako da oblaki in te rešitve so na dlani in se jih začeti čim prej množično posluževati. Zdaj, sama potrošnja bo pa seveda vplivala tudi na zmanjšanje proizvodnje, kar posledično vpliva na ostale makroekonomske inštrumente. Tako da jaz mislim, da neke tendence po zmanjšanju proizvodnje oziroma tega ni, ampak pametno pa v pravi smeri je spravo.
Pametno pa v pravi smeri. In podobno vprašanje smo zastavili tudi vam, ki tole spremljate, pa mimogrede še vedno imamo odprto chat za vprašanje, lahko nas kaj vprašate ali pa postavite kakšen svoj primer v spredje. Vidimo pa, da mogoče lahko že delimo rezultate, kakšna je klima, kako vidimo to in dejansko, da je to sprožilec za spremembe, se kar večina tukaj strinja. In kakor je rekel Gašper, da je to en tak sprožilec, da končno začnemo gledati na to, da večkrat uporabimo, da uporabimo odpadke, recikliramo in tako. Beno, še tebe bi vprašala tukaj za mnenje, kako ti vidiš to? Ja, jaz vidim podobno s tem, da bi dal mogoče malo širši kontekst. Vedno so krize prenesle tudi do enih pozitivnih sprememb. In zdaj, če gledamo krizo dobavnih verig, krizo talentov, karkoli že pogledamo tukaj, vse skupaj se je zgodilo zaradi epidemije. In ta epidemija nam je seveda prinesla tudi pristnejšo zavest, kako je trajnost pomembna, in da moramo razmišljati v tej smeri. In spet bo tukaj potrebno veliko časa, da bomo dejansko prihajali do enih konkretnih rezultatov, ampak pomembno je, da se to zavedamo. Danes je nakup električnega avtomobila v bistvu bistveno bolj sprejemljiva zadeva, kot je bila pred pandemijo, je bistveno bolj realna, da ne govorim tudi o kakšnih drugih primerih. Tako da jaz večkrat pravim, tale epidemija je v bistvu, kljub temu, da je veliko gorja prinesla, ampak boli, vendar je ravno še toliko, da jo lahko obvladamo in jo obvladujemo, in te implikacije, kot so dobavne verige, je pač ena izmed teh. In to moramo izkoristiti kot priložnost. Verjamem, da se bodo določene, tako kot se digitalizacija pojavlja, bodo tudi določene druge možnosti izvajanja informacijskih zmožnosti, recimo, ko so tako pomembno v današnjem času, migrirale tudi na druge možnosti, kot so oblak in podobno, ampak ni pa to pač edina rešitev. Še vedno bo potrebno kar veliko pač strojne opreme, da bomo lahko take zmožnosti, take rešitve zagotavljali. Ja, hvala obema. Mislim, pod črto, ker se pogovarjamo, se pravi, neka proizvodnja in potrošnja ne bo manjša. Potrebe bojo vedno večje, tako da vedno več bomo potrebovali vseh teh komponent in surovin. Vmes smo dobili še eno vprašanje, a je za podjetja v manjših državah stvar še težja ali lažja? In pa kaj so tri konkretne stvari, ki jih lahko podjetje naredi. Tako da to je lahko tudi en tak povzetek vsega, ko smo govorili že o teh rešitvah. Tako da, Gašper, najprej bi tebe prosila, se pravi, a je za podjetje v manjših državah še težje in kaj so 3 konkretni koraki? Jaz se ne bi oziril na državo. Imamo Švico, ki je zelo uspešna podjetja, majhna in so zelo uspešna. Pomemben je, kaj odnos z partnerjem, da tudi partner vidi v bodoče, kaj so prihodnji projekti, v katero smer se gibljajo, ali so partnerji vključeni v nadaljnji razvoj. Se pravi, partner v tem primeru, bom rekel, dobavitelj, mora videti, da lahko s tabo tudi raste na dolgi rok. Ne samo, da je to posel iz danes na jutri in potem je konec. Tako da, jaz mislim, da tukaj sama država ne igra veliko vloge, predvsem država vpliva na vlogo country riska, na stabilnost države, na stabilnost vlade, ki jo imamo, ki smo jo v preteklosti nekaj let nazaj bili, bom rekel, kar večina podjetij pod velikim vprašanjem, kot na odnose, ki jih imamo pa mi z dobavitelji, pa iz kje izhajaš, ali je majhna ali je velika država, ne. Pomemben je industrija, kako se združujemo skupaj, kako nastopamo kot industrija. Imamo lep primer v tej krizi združitev avtoindustrije, kako so se združili in začeli nastopati kot nek velik kupec, da dosežejo glavnino komponent, ali pa bom rekel, da glavnino prostih kapacitet poberejo.
Sama država pa v tem primeru na nivoju partnerstva, na nivoju, ki ga mi izvajamo, nima vpliva, kot sem že rekel. Ima širši vpliv. Okay. Država poskrbi za ta širši vpliv, en tak okvir, da lahko podjetja dobro delajo, podjetja in predvsem ti odnosi z dobavitelji in povezovanje med podjetji pa ključno. Tako, se pravi, država nam vpliva na obrestne mere. 10 let nazaj smo imeli velike razhajanja med, če si najel kredit v Nemčiji ali pa v Sloveniji. Country risk, stabilnost vlade, to se ocenjuje in to se pričakuje, da bo konkurenčno, da bomo ostala podjetja lahko konkurirala ostalim podjetjem v Evropi. Beno, imaš še ti kakšen komentar? Se strinjaš z Gašperjem, da je v bistvu tukaj ni toliko, da ni nujno gledati na države, ampak res bolj na podjetja in kako sodelujejo? Ja, to se strinjam in ponovno še enkrat poudarjam, da je odvisno, kakšen tip podjetij je, kakšna je dejavnost v celotni tej verigi. Tako da jaz bi mogoče samo dodal, da včasih je bil en program, nič nas ne sme presenetiti. Mislim, da smo se zdajle naučili v teh 2 letih, da je to res in da lahko pride še kakšna hujša implikacija. Zdaj nekako pomišljam, ko je preskrbovalne verige, kaj se nam lahko zgodi, recimo, če bo problem z električno energijo. Da nekaj ne kupiš en produkt, pa zdržiš pol leta, je ena zadeva, če si pa konkretno nekaj časa brez električne energije, pa recimo druga. In če bi recimo to se pojavilo, je to sorazmerno zelo velik problem. Tako da moj odgovor bi bil veliko bolj resno gledati na upravljanje tveganj in ko tveganje nekako zaznamo, ko ga znamo razložiti, je zelo sorazmerno lažje priti tudi do vseh odgovorov, kaj narediti, da bomo manj, da bo tveganje za nas manjše. Gledati, predvidevati, upravljati tveganje. Beno, hvala tudi za ta vidik, nič nas ne sme presenetiti in ta neka gotova negotovost je en tak mogoče termin, ki opisuje današnji dan v poslovnem svetu, kjer se vse res zelo hitro spreminja. Da bomo zaključili tako pozitivno, bi vaju pa prosila za en tak komentar, pogled, kaj se lahko iz tega, kaj vidite, da se bomo iz tega naučili, oziroma kaj je največji potencial tega gotovo negotovega obdobja. Gašper. Moje mnenje je, da kar smo videli, je, da osebni stiki, pristni stiki so tisti, ki nekaj štejejo. Saj smo zdaj veliko prihranili ali pa prišparali okolju, ker se nismo na enem mestu dobili sestankovati, ampak še vedno izpravimo osebni stik, osebni odnos. To je prva zadeva. Komitmenti, če se da neke komitmente, si jih je treba držati, če ne se izgubi kredibilnost. In kot nekaj pozitivnega za naprej je vsake krize enkrat konec, tudi te bo, ampak se zavedati, kaj lahko prinese naslednja kriza, nekako predvidevati, kot je bilo že omenjeno, delati risk analize in dejansko te risk analize potem tudi izvajati. Eno je, da je narejeno, super, potem se pa držati pa izvesti. Vsako podjetje ima svoje rizike, vsako podjetje se drugače rešuje današnje potrebe, današnje probleme, ampak mislim, da povezovanje, partnerski odnosi, dela z roko v roko, pa komitmenti je tisto, kar jaz vidim, da nas bo rešilo. Bo prišla nova kriza, bo nekaj drugega prišla, ampak vsako podjetje je toliko specifično v Sloveniji, da more preveriti oziroma izdelati si lastno vizijo, strategijo, v katero bo šla, kje je najbolj ranljiva in narediti te analize na tista svoja najbolj ranljiva področja. Partnerski odnosi, commitment, gledanje, opazovanje tveganj, narediti analizo, to nas bo rešilo tudi v vseh bodočih krizah, ki še pridejo. Beno, kaj pa ti misliš, kaj je ena stvar, en tak potencial tega obdobja? Jaz mogoče se naslonim že tisto, kar sem prej rekel. Ja, kriza je tu,
ampak kriza prinaša tudi priložnosti. Mislim, da smo v teh 2 letih kot skupnost dokazali, da se znamo s tem spoprijeti. Tudi to, kar govorimo danes, ni ena strahovit izziv, je izziv, ki ga moramo ustrezno naslavljati, ampak dejstvo je, da lahko zadeve kar precej optimiziramo, če delujemo skupaj. Tako da jaz gledam naprej tudi pozitivno in kljub temu, da verjamem, da bo še kakšen disruptor prišel, mislim, da smo ga pripravljeni sprejeti in reševati. Ja, hvala. Gašper, Beno, hvala, da smo sprožili to debato, da sta vidva prinesla veliko vsebine v tole. Hvala za čas in da ste si vzeli čas za tole kavo. Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali z vprašanji in pa komentarji. Kot smo rekli, danes smo pogledali zelo na to, kakšne so kratkoročne rešitve, kakšne so dolgoročne, kakšni bodo trendi, lokalizacija, proizvodnje v Evropi. Kar nekaj sprememb bo sprožila tale kriza v dobavnih verigah. Nobeno podjetje ni imuno, tako da gre pa tukaj tudi Beno bi poudarila prej, si rekel, da je to tudi en poziv vsem, da se združujejo na to, da se združujemo na te teme. Tako da debata je odprta, naslavljali bomo in v MČM-u in znotraj Komisije za trajnostno rast. Zdaj pa še enkrat hvala in lep vikend vsem. Hvala lepa. Hvala. Lep vikend.